Pozdravljeni! Zopet je na vrsti komentar novic iz sveta Formule 1. In kljub dejstvu, da je na vrsti poletni premor, nam ne bo zmanjkalo argumentov za tokratni 31. del. Tudi tokrat, kot običajno, 4 različni sklopi novic, kjer se bomo dotaknili 4 različnih tematik. Viri so navedeni z bližnjicami, seveda v opisu, kolikor koga izmed vas zanima, kaj je pisalo v citiranih izvirnikih. Ker imamo tokrat kar zanimive in seveda sveže teme, najbolje, da se lotimo prvega sklopa, kajti tako ali drugače bomo danes predolgi. Verjetno je marsikdo izmed vas zasledil novice o poteku kariere Oskarja Piastrija. In zadeva še zdaleč ni končana. Videli bomo v nadaljevanju, da se bo lahko še marsikaj spremenilo. Kot običajno se na začetku moramo sklicevati na nek članek. Tokrat bo tisti, ki je bil objavljen na spletni strani motorsport.com 2. avgusta. Izbor je padel na ta članek le zato, ker povzema vse tisto, kar se je zgodilo. Drugače bi imeli že tu na začetku cel spisek virov, kar bi bilo po svoje tudi nepraktično. Ampak, da bomo razumeli, zakaj gre, je najbolje narediti kratko poenostavljeno obdobje. Začetkom vikenda posvečenega veliki nagradi Madžarske je Sebastian Vettel objavil, da konec sezone 2022 se bo upokojil. Po sami dirki za veliko nagrado Madžarske je Fernando Alonso objavil, da zapušča Alpine ter se seli k Aston Martinu na sedež, ki ga je pravzaprav zapustil Sebastian Vettel. In takoj zatem so pri ekipi Alpine objavili, da v sezoni 2023 bo za to britansko-francosko ekipo nastopal seveda Esteban Ocon in Oscar Piastri. Čez nekaj ur se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Oscar Piastri je objavil, da on z Alpinom ni podpisal nobenega dogovora, nobene pogodbe in da v naslednji sezoni zagotovo ne bo vozil zadnjih. In začele so še špekulacije, kaj misli Oscar Piastri in njegov menedžer, seveda Mark Webber. Mnogi so to potezo nekako vezali na možnost pri ekipi McLaren, kjer je bilo kar nekaj špekulacij, da si želi ekipa z Wokinga pretrgati sodelovanje z Danielom Ricciardom, čeprav dobro vemo, da ima po njegovih izjavah pogodbo tudi za naslednjo sezono. Seveda, Ricciarda lahko izplača McLaren, ampak to jih bo stalo kar precej denarja. A konec koncev tu je njihova težava. Situacija je zanimiva najprej zaradi neke usporednice s serijo IndyCar. Namreč, aktualni prvak te serije, Paulu, je pretrgal dogovor svojo ekipo Chipa Ganassija in se preselil v McLaren. Čeprav je to nekako prišlo na dan tik zatem, ko je sam Chip Ganassi nekako objavil, da hoče s Paulujem nadaljevati sodelovanje. In zadeva je nalašč podobna tisti, ki jo sedaj gledamo v Formuli 1. Chip Ganassi bo seveda Pauluja tožil in videli bomo, za koga bo, če bo vozil v naslednji sezoni. In videli smo tudi v svetu Formule 1, da situacija je vse prej kot jasna.
Namreč mnogi so v vsej tej rošadi videli, da bi mogoče Daniel Ricciardo se vrnil v Alpine. Pred 2 sezonama je vozil za tovarniško ekipo Renault, kjer pa se ni pustil v najboljših odnosih. Seveda glavni vodilni so se zamenjali v tem času, ampak zamere v Formuli 1 ostajajo. Prav smo dali, da Otmar Szafnauer nima prav nobenega pomisleka, če bi se želel seveda Ricciardo vrniti. Zanimivo je nekaj drugega. Namreč lahko smo zopet brali izjavo ekipe Alpine, da pogodba seveda s Piastrijem velja. Če pogodba s Piastrijem velja, se bo lahko zgodilo nekaj zanimivega. Namreč zaradi prehitrega jezika bo Oscar Piastri celo počakal še 1 sezono do debija v Formuli 1, če ga bo sploh videl. Namreč glavni kamen spotike pri tej zgodbi je bila namera ekipe Alpine, da obdrži Alonsa in nekako usmeri Piastrija k ekipi Williams. In ker to Piastriju ni bilo všeč, ker je bil recimo temu malce zbirčen, se je začel za hrbtom Alpina meniti z McLaren. In pa je, da je prišlo celo do podpisa predpogodbe. Sedaj, nekateri avtorji navajajo, da so pri ekipi Alpine zamudili čas za podpis opcije, ki jo imajo na voljo za sezono 2023 s Piastrijem. Ampak dvomim, da v svetu Formule 1 imamo tak diletantizem. Zanimivo je, da Oscar Piastri na svojem Twitter računu, kjer piše praktično, da za Alpine ne bo vozil, se še zmeraj pojavlja v uniformi ekipe Alpine in ponosno je napisano, da je on njihov rezervni voznik. Kaj se bo zgodilo do konca sezone, ne vem. Prav v tem času nekako pričakujemo presenetljivo izjavo iz strani ekipe Williams. Videli bomo skupaj, kaj se bo zgodilo. A zanimivo je nekaj drugega, na kar je marsikdo pozabil. Vso situacijo je sprožil Fernando Alonso. Nalašč verjetno po veliki nagradi Madžarske, ko naj bi bila opcija za Oscarja Piastrija že potekala. In to bi znova dokazalo, da je Fernando Alonso presneto zvit in da pravzaprav uživa v takšnih in drugačnih strahih. Ko bi omenili samo Crashgate in Spygate, 2 izmed največjih afer v preteklih letih, kjer je bil pa zmeraj udeležen Fernando Alonso in zmeraj jo je odnesel brez večjih vprašanj. Tudi tokrat se je odmaknil z Alpina v zadnjem trenutku ter za sabo povzročil potres. Ko se bo zgodba končala, bomo pa kot običajno videli skupaj. Svet Formule 1 je izjemno zanimiv. Namreč mnenje posameznikov se lahko čez noč spremeni. Opazili smo to pri Matiji Binottu. Če je bil še pred meseci eden izmed največjih, najboljših, edini, ki lahko popelje skuderijo Ferrari k novim naslovom, sedaj mnogi navdušenci, ampak tudi avtorji dobesedno pozivajo k odstopu. In lep primer je tisti, ki smo ga videli lahko na spletni strani Tutomotori Web 2. avgusta. Tu celo objavljajo fotografijo transparenta, ki je viden z avtoceste, kjer se Matijo Binotta poziva k odstopu. In zanima me, kakšnega mnenja so bili vsi ti navdušenci in seveda avtorji mesece nazaj. Verjetno marsikdo izmed njih je celo hvalil Matijo Binotta. A kot dobro veste, sem bil sam zmeraj na tisti kritični strani do tega inženirja. Pogledal sem na kanal Badger's Way. 18. junija 2019 sem objavil prvi kritični prispevek
z naslovom Kritika Binota. In sam zagovarjam dejstvo, da Mattia Binotto se ni poslabšal v roku vikenda posvečenega veliki nagradi Madžarske. Če je slab sedaj, je bil slab tudi prej. In seveda, če je slab v sezoni 2022, kaj je bilo v sezoni 2021, 2019. Vsakdo se lahko sprašuje sam, ampak zanimivo je nekaj drugega. Mnogokrat sem že poudaril, da Ferrari nima težave v Mattii Binottu. Ferrari ima težavo, ker v bistvu nima kadra, ki bi lahko ustrezno nadomestil Binotta. In seveda na spletni strani Motosport smo lahko 2. avgusta prebrali, da Mattia Binotto ne vidi razloga po kakršnikoli menjavi, posebej ne v poletnem premoru. In na začudenje mnogih se sam tu z Mattijo Binottom strinjam. Glavni odgovorni pri Ferrariju 2/3 sezone niso opazili neke nuje po menjavi, zakaj bi bilo to potrebno prav sedaj? Težava je v tem, da tisti tam gor na vrhu, in govorim o Johnu Elkanu, nimajo kakšnega občutka za motošport, še posebej za Formulo 1. Ponavljajo neke fraze, ki so se jih naučili na pamet in zazrti so v preteklost, ne toliko v sedanjost. To so njihove težave. Zanimivo mi je videti, kako so nekateri kar hitro spremenili mnenje, čeprav je bilo, kolikor bi želeli, vse, kar vidijo sedaj, na razpolago tudi pred leti. Idemo k 3. sklopu. V 3. sklopu se bomo dotaknili rahlo nespametne izjave Tota Wolffa, ki sem jo zasledil 31.7. na spletni strani GP Blog. Takoj po veliki nagradi Madžarske je seveda Toto Wolff dejal, da pri skuderiji Ferrari napake niso napravili na sami dirki s strateškim izborom, ampak prej že med prostimi treningi, ko si niso pustili na razpolago setup pneumatik več. In seveda govora je bilo o pneumatikah medium, čeprav smo videli, da je Ferrari imel na razpolago med samo dirko prav tako 2 seta pneumatik medium, kot na primer Red Bull in Mercedes. A Toto Wolff je bil prepričan v svoj prav in ni mi jasno, koga je s to izjavo hotel spodbosti ali braniti. Težava je v neki drugi zadevi. Namreč, kot dobro veste, 3. prosti trening je potekal v dežnih razmerah, kjer ekipe niso rabile tistih pneumatik z gladko tekalno površino. In to pomeni, da na začetku same dirke so na primer Mercedes, Red Bull in Ferrari imeli pravzaprav identičen izbor pneumatik, kot nam kaže grafika, ki jo je pripravil Pirelli. Torej, ni mi jasno, kaj je hotel Toto Wolff povedati, kaj so se zmotili pri Ferrariju na prostih treningih, kajti na koncu za samo dirko so imeli prav takšen izbor kot njegov Mercedes. Kakšne pneumatike so izbrali izmed tistih, ki so bile na voljo, je seveda drugo vprašanje, ampak to nima nobene veze s tistim, kar se je dogajalo v petek ali soboto. In upam, da Toto Wolff bo naslednjič malce premislil, preden bo dajal take izjave. Kajti drugače bo lahko marsikdo razumel, da prav on je tisti, ki ne ve, kaj se v Formuli 1 dogaja. Za konec pa malce starejša novica, ki je že marsikomu lahko tudi šla v pozabo ob vsem tem dogajanju, ampak potrebuje, po mojem mnenju, dodatno razjasnitev.
Marsikdo izmed vas je prebral novico, da Porsche hoče kupiti delež v Red Bullu. Ampak, če pogledamo članek, naprimer objavljen na spletni strani The Race 27.7., bomo videli, da so zadeve malce drugačne. Namreč Porsche se zanima za 50% delež v podjetju Red Bull Technology. To je seveda samo delno povezano z ekipo Formule 1. Ekipe Formule 1, kot dobro veste, so sestavljene kot grozd raznih podjetij, kjer ima vsako svojo določeno funkcijo. Tudi zato, da se razna sredstva porazdelijo in morda tudi porazgubijo. A da bomo malce bolje razumeli, kaj pravzaprav je Red Bull Technology. Gre za podjetje, ki je bilo izjemno aktualno v sezoni 2007. Če se spomnite, takrat Red Bull RB3 in bolid Scuderia Toro Rosso STR2 sta bila ena in ista šasija, ki ju je uradno zarisal Adrian Newey. Šlo je za produkt podjetja Red Bull Technology. To podjetje je nato šasijo prodalo Scuderii Toro Rosso in seveda ekipi Red Bull. Ta zanka je bila odprta naslednjih nekaj sezon. Videli smo, da so podobno zadevo uporabljali tudi pri Hondi, a nato jo je FIA zaprl. Podjetje Red Bull Technology je ostalo aktivno. Ukvarjalo se je z izdelavo, naprimer, menjalnika, ki je isti za ekipo Red Bull in seveda današnji Tauri, in za fizično izdelavo šasi za ekipo Red Bull. In sedaj bo marsikdo izmed vas skočil po koncu. Ja, saj, če kupi Porsche, to podjetje bo izdelovalo šasije za Red Bull samo fizično. Kajti tudi, naprimer, v primeru ekipe Haas je Dallara ona, ki fizično izdeluje šasijo za ekipo Haas, ampak dobro vemo, v sezoni 2022 imajo svoj poseben biro, na čelu katerega je Simone Resta, ki nariše vse načrte. In ta biro je ločen od Dallare in seveda ločen od Ferrarija. Torej, če hočemo razumeti, kdo izdeluje pravzaprav intelektualno šasije za ekipo Red Bull, se moramo vprašati, kje je zaposlen Adrian Newey. In po mojih podatkih, Adrian Newey je zaposlen na Red Bull Advanced Technologies, torej tretjemu podjetju, ki se ukvarja pač z naprednimi tehnologijami, kjer naprimer tudi ustvarjajo projekt za jadrnice v America's Cupu in še marsikaj. Seveda vprašanje, ki je prišlo marsikomu sedaj na misel, zakaj Red Bull Porsche ne proda delež v tistemu oddelku, ki se ukvarja s pogonskimi sklopi. Ker so pred kratkim podaljšali sodelovanje s Hondo do konca sezone 2025. In verjetno Honda ne želi, da bi kdo tretji imel dostopa do njihovega materiala, čeprav ga prodaja Red Bullu. Še zmeraj dobro ve, kaj pomeni varovanje intelektualne lastnine. Porsche pa hoče storiti korak naprej. Svoj pogonski sklop mora vpeti v menjalnik in tudi zato rabi določene izkušnje. Zato, ukolikor bo prišlo do tega nakupa, je poteza logična, ampak še zdaleč ni takšna, kot so nekateri avtorji, brez da bi vedeli, zakaj gre, pisali. Tokratni komentar novic je bilo pa kot običajno to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.